Najprej bom besedo dala Živi, da bo predstavila evalvacijo projekta nacionalnega filmskega vzgojnega programa, potem pa še gospodu Robiju Krofliču, da bo predstavil evalvacijo projekta Igrišče za gledališče in potem seveda bo besedo boste dobili vi oziroma v bistvu bomo kar odprli razpravo. Sem prepričana, da je kar nekaj vprašanj, tako da ne bomo preveč, bi kar začela oziroma besedo predam Živi. Najlepša hvala. Jaz se bom preden preidem na rezultate projekta ustavila za trenutek pri kontekstu, iz katerega je naš program izhajal in je v veliki meri zaznamovan s filmsko vzgojo kot deficitarnim področjem, kar velja tako za evropski kontekst kot za prostor pri nas. Študijo Britanskega filmskega inštituta sem že omenila in tam med drugim ugotavlja, da je filmska vzgoja še vedno slabo umeščena v kurikulum formalnega izobraževanja, da vključuje zgolj manjši del šoloobveznih otrok in mladih ter je relativno šibko financirana. Vse to velja tudi za naš prostor, k čemur pa lahko dodamo tudi neenakomerno razvito ponudbo filmske vzgoje med različnimi kraji. V prvem delu sem že omenila, da je bil naš program usmerjen v širjenje kakovostnih vsebin filmske vzgoje, torej nismo uvajali ali preizkušali novih metod dela, kot je to bilo značilno za projekt Igrišče za gledališče, kot ste slišali v prvem delu, temveč je prenašal že preizkušen in uveljavljen model filmske vzgoje, ki temelji na filmskem doživetju, na doživetju filma v kinodvorani in na to na pogovoru. Na pogovoru, kot je že Petra omenila, skozi katerega otroci, mladi in odrasli skupaj raziskujejo, kaj je film, kaj nam sporoča, na kakšen način, kako se nas je dotaknil film, kako smo ga sami razumeli preko tega pogovora. Otroci in mladi ubesedijo svoje doživetje, svoje poglede, svoja mnenja primerjajo z ostalimi na pogovoru in postavljajo film v nek svoj širši vsakdan oziroma družbeni kontekst, s tem pa postajajo bolj občutljivi, ustvarjalni, kritični, malce bolj kakšni? Radovedni gledalci filma, gledalci, ki imajo radi film in ker smo Art Kino mreža Slovenija, gledalci, ki imajo radi kino. Mislim, da se oba projekta z tega vidika zelo dobro povezujeta. Medtem ko je en pravzaprav raziskoval, eksperimentiral na področju novih metodologij in naš projekt poskušal zapopasti področje z tega sistemskega vidika, skušajo najti nek model filmske vzgoje, ki bi omogočal čim širšo dostopnost. Tekom projekta smo namreč ugotovili, kar bo tudi kasneje bojo pokazali rezultati evalvacije, da obstajajo pri izvajanju filmske vzgoje zelo velike razlike, tako na strani šol in vrtcev, kot na strani kinematografov. V Art Kino mreži sodelovalo je 24 kinematografov, ne vsi, mreža ima drugače 28 članov, 24 članov, med katerimi ima približno 10 članov zelo dober razvit program šolskih projekcij, nekateri tudi za samostojnimi filmsko-vzgojnimi spremljevalnimi dejavnostmi, na drugi strani pa je 10 kinematografov približno takih, ki šolske projekcije izvajajo zelo redko ali pa jih sploh ne. Vsi ostali so nekje vmes med tema dvema poloma. Omenila sem pa tudi, da smo vključili 10 krajev, kjer kina sicer ni oziroma trenutno ne deluje ali pa zgolj občasno oziroma priložnostno. Rezultat tega je bil, rezultat tega je bil, da smo zajeli velik del strokovnih delavcev in z njimi otrok in mladih, ki na takem programu filmske vzgoje še niso bili.
se pravi program filmske vzgoje, ki vključuje te spremljevalne dejavnosti, se pravi pogovor oziroma refleksija filma in pa delavnost, se pravi lastna ustvarjalnost na filmskem področju. Preden grem čist naprej, nekaj o metodologiji, kako smo zbirali v bistvu povratne informacije strani učiteljev. Imeli smo spletni vprašalnik, ki smo ga oblikovali v začetku projekta in ga poslali vsem koordinatorjem oziroma kontaktnim osebam v vrtcih in šolah. Splošno, da naj posredujejo ta vprašalnik tudi vsem ostalim udeleženim strokovnim delavcem. Z vidika pridobivanja odgovorov, se pravi samega vzorca, ne moremo govoriti o reprezentativnem vzorcu, smo pa uspeli zbrati lepo število odgovorov, 219 izpolnjenih vprašalnikov z 233 šolskih projekcij, tako da nam pravzaprav rezultati kažejo en lep pregled ali pa ilustracijo populacije, ki smo jo v projekt vključili. Kaj nas je zanimalo? Po eni strani, kako vidijo, kako razumejo dejavnosti, ki smo jih izvedli, kakšna je njihova ocena teh dejavnosti. Zanimalo nas je, kako pogosto vključujejo filmsko vzgojo sicer v svoje delo in katere so glavne ovire pri vključevanju filmske vzgoje v njihovo delo. Jaz se bom na kratko sprehodila čez, bom probala biti čim bolj vsebinska, pa čim manj številke boste imeli zapisane gor. Zadovoljstvo za izbiro filma je bila prva stvar, ki nas je zanimala. Zanimivi so mi predvsem razlogi, ki grejo v isto smer, kot gre razumevanje filmske vzgoje, ki smo jo izvajali, se pravi, pač gre v isto smer kot principi filmske vzgoje, ki smo jo izvajali. Eno je vsebina filma, da se mi je zdela pomembna, zanimiva, aktualna, poučna, to je bilo največkrat so to omenjali pa so tudi spoznavanje filma, da so si otroci preko ogleda filma, ki so si ga ogledali v našem programu, spoznavali nove filmske zvrsti, da so si ogledali drugačen film, kot so jih vajeni oziroma jih gledajo sicer. Nekaj jih je omenjalo tudi, da je film, ki so si ga ogledali, spodbuja k razmisleku in pogovoru. Par jih je omenjalo tudi odkrivanje novih svetov, pa ne samo v smislu geografskih novih svetov, pa tudi nekih novih situacij, v katerih se ljudje lahko znajdemo. Spraševali smo jih tudi o njihovem videnju pogovora. Glavni razlog, ki ga navajajo in gre spet v isto smer, kot je šel princip naše filmske vzgoje, omenjajo spodbujanje izražanja lastnih mnenj, dialoga, soočenje različnih pogledov, spodbujanje k razmisleku, analizi, kritičnemu mišljenju. Omenjajo tudi spodbujanje k razmišljanju o filmu, analizi filma, kar vodi v boljše razumevanje videnega. Spet, kar podpira metodo dela, ki smo jo izvajali v kinodvorani, omenjajo, da so bili zadovoljni s pogovorom, zato ker so bili vanj aktivno vključeni otroci in da je pogovor dopuščal odprte odgovore, se pravi, da na eno vprašanje ni bilo enoznačnega odgovora, ampak so bili možni različni pogledi. Ob večini filmov smo že omenili pedagoška gradiva, poslali smo jih preden so prišli v kino in jih v bistvu ob tem spodbujali, da otroke in mlade pripravijo na ogled filma oziroma da film obravnavajo tudi po obisku kina v njihovi skupini razredov. Namreč od tega je zelo odvisna tudi uspešnost izvedbe pogovorov, otroci veliko bolje sodelujejo, če so seveda na ogled filma pripravljeni. Odstotek tistih, ki jih odgovarja, da so film obravnavali prej ali pol ali kasneje, je relativno visok, 64%, so pa med temi odgovori zelo, zelo velike razlike. Od tega, da so zgolj predstavili temo, da so si ogledali filmski napovednik, kar je še vedno zelo veliko v primerjavi s tistimi, ki filma sploh niso omenjali pred obiskom v kino, do podrobnejše razprave, refleksije, obravnave filma z različnih zornih kotov.
pri različnih predmetih, nekateri omenjajo tudi ustvarjalnost otrok. Izpisala sem si 2 odgovora iz spletnega vprašalnika, ki mislim, da zelo lepo pokažeta na primer dobre prakse obravnave filma v vrtcu oziroma šoli. Ta prvi je iz vrtca, kateri vrtec, tudi regije žal ne vem, ker je bil vprašalnik anonimen, ampak vzgojiteljica odgovarja, da so se teme filma oziroma animiranega filma dotaknili že pred obiskom v kinodvorani in otroke je tematika tako navdušila, da so preko igre vlog, fotografiranja in likovnega ustvarjanja temu nadaljevali še teden dni po obisku animatorke in njeni izvedbi delavnice v njihovi igralnici. Drugi je iz srednje šole, kjer so zapisali, da so film obravnavali pri geografiji, kjer je profesorica v razredih obravnavala Savdsko Arabijo, pri psihologiji in sociologiji so se pogovarjali o razlikah med kulturami, o vplivu vere na vsakdanje življenje, vse v povezavi s socializacijo, vlogami moških in žensk, in film so obravnavali tudi pri umetnosti, kjer so izpostavili nekaj elementov filmskega jezika, se pravi to medpredmetno povezovanje pri obravnavi filma v šoli. Kako zelo pogosto vključujejo film sicer? Odgovori kažejo, da je ogled filma oziroma pogovor filma v šoli zelo dobro prisoten pravzaprav, oziroma zelo pogosto prisoten, malo manj se jih odpravi v kino, medtem ko je, kot sem že na začetku omenila, vključitev v spremljevalne dejavnosti, ki se odvijajo v kinu ali pa filmske delavnice, še nikoli 68% na pogovoru in 74% še nikoli na filmskih delavnicah. Zanimalo nas je tudi, ker preko našega programa očitno niso pridobivali novih izkušenj in znanj samo otroci in mladi, ampak tudi strokovni delavci. Zanimalo nas je, ali bodo po tej izkušnji filmsko vzgojo vključevali v svoje delo bolj pogosto. 64 jih odgovarja z da, slabih 40 z morda. Seveda se vključevanje filmske vzgoje v šole je zaznamovano s številnimi ovirami in najverjetneje ni presenetljiv podatek, da je največja ovira za vključevanje obiska kinematografa, strošek vstopnice oziroma prevoza, to jih omenja kar polovica. Potem je še pomanjkanje časa, nepovezanost filmske vzgoje z delom ali pa nepoznavanje filma in filmske vzgoje. Imam še dodatne komentarje, sem vseeno vključila v predstavitev, ker se mi zdi zelo pomembno, kar tudi z vidika, ki ga je tudi Alma omenjala, kontinuiteta. 1/3 sodelujočih vprašalnikov izraža interes po nadaljevanju tovrstnega programa, kar nekaj jih navaja, da se jim zdi filmska vzgoja zelo pomembna in da je pomembna njena umestitev v učne načrte. Toliko o povratnih informacijah strani šol. Omenila bom še kina, zato ker so vendarle bili ključni akterji oziroma nosilci našega programa. Zanimalo nas je še posebej, ravno zaradi tega, ker smo uvajali nek model, ki je slonil na regijskih koordinatorkah, ki so predstavljali to stično točko med enimi in drugimi. Zanimalo nas je, kako so različni elementi našega programa vplivali na razvoj filmske vzgoje pri njih, se pravi v njihovem kinematografu. Metodologija je bila enaka kot pri šolah, odgovarjalo je 2/3 sodelujočih članov. Večinoma so bili s projektom zadovoljni, kar nekaj jih izpostavlja pozitiven vpliv na strokovne delavce, zaznali so recimo vračanje šol na organizirane oglede filma, se pravi tistih šol, ki jim filmska umetnost ni bila blizu ali pa jih že dolgo ni bilo k njim na šolski program.
Pozitivno pa ocenjujejo tudi vse preostale vidike, se pravi vlogo regijske koordinatorke, ponudbo brezplačnih pogovorov, pedagoška gradiva, ponudbo brezplačnih delavnic, skupen program filmsko-vzgojnih vsebin in ponudbo brezplačnih šolskih projekcij. Ponudbo brezplačnih šolskih projekcij je zgolj en kinematograf ocenil kot negativno, pri čemer gre predvsem za bojazen pri določenih kinematografih, da bi ta brezplačna ponudba morda imela kontra učinek na siceršnji obisk. To na podlagi, še to, da jih pravzaprav polovica omenja, da bodo z regijskimi koordinatorkami sodelovali še naprej, tako pri izvajanju šolskih projekcij kot pri komunikaciji z šolami. Na podlagi vseh teh rezultatov, ki sem jih zdaj omenila, in na podlagi vseh izkušenj, ki smo jih tekom tega enega leta pridobili, smo oblikovali seznam priporočil za nadaljnji razvoj filmske vzgoje na nacionalnem nivoju. Se bom sprehodila skozi njih, ključni, in tega bomo v nadaljevanju na vseh regijskih predstavitvah najbolj poudarjali, in sicer to je sistemska in kontinuirana finančna podpora filmski vzgoji na nacionalni ravni preko večletnega programskega razpisa. To leto smo naredili en tak mali tornado po Sloveniji, izvedli smo ogromno šolskih projekcij, ogromno otrok je bilo vključenih in učiteljev, interes je velik, kličete nas in nas sprašujete, kako lahko nadaljujemo to sodelovanje. Nažalost, v tem trenutku nimamo neke brezplačne ponudbe, smo se prijavili za določena sredstva, upamo, da bodo rezultati znani čim prej in da bomo nekaj od tega vendarle lahko ponudili, ker se nam zdi ključnega pomena, da nadaljujemo, da zdaj ne zginemo, ampak da nadaljujemo vsaj v nekem manjšem obsegu. Kontinuirana finančna podpora za filmsko-vzgojne vsebine, ki bi potekale čez celotno šolsko leto in skozi več let. Predlagamo tudi, da program 100% subvencionira šolske vstopnice, predvsem na začetku uvajanja filmske vzgoje med učitelje, ki te še ne poznajo in se zanjo težje odločajo. V tem letu smo se velikokrat usedli v avto in se zapeljali v vrtec ali šolo in osebno predstavljali filmsko vzgojo, kakšni so učinki njeni, kaj pomeni za otroke ogled filma v kinu. Velikokrat nam je to tudi uspelo, da smo vzgojiteljice ali učitelje prepričali, ampak seveda na podlagi tega, da je program nudil brezplačne vsebine. Preko posebnega razpisa je treba zagotoviti subvencioniranje distribucije filmov za filmsko-vzgojni program. Številni naslovi namreč, ki so ključni za filmsko vzgojo, ne pridejo na redne sporede kinematografov, številni so starejšega datuma, zato je pravzaprav ključnega pomena, da te filme pripeljemo v Slovenijo in jih zato tudi opremimo, da so primerni z podnapisi, sinhronizacijo za šolske projekcije. Glede na pozitivni odziv kinematografov in tudi šol predlagamo, da se ohrani model filmske vzgoje z regijskimi filmsko-vzgojnimi koordinatorkami in da se za njih najde finančna podpora, da imajo redne zaposlitve in na ta način imajo neke stabilne pogoje dela. Oblikovanje večletnega filmsko-vzgojnega programa z dejavnostmi namenjenih viz, izbor kakovostnih filmov, ogled filma v kinodvorani, spremljevalne dejavnosti, pedagoška gradiva, se pravi ogled filma, refleksija, lastna ustvarjalnost, ta celovita filmsko-vzgojna izkušnja, ki smo jo v tem letu vzpostavili. Mogoče še to, pač strokovna podpora programa Kinobalon ob upoštevanju različnih lokalnih iniciativ in pa, ko bo program večleten, bomo lahko eksperimentirali tudi na področju filmske vzgoje. Zdaj smo namamili učitelje oziroma strokovne delavce in tudi na področju filmske vzgoje se da narediti marsikaj, da se poglabljati metodologijo, tako filmsko vzgojo v različnih kontekstih, tako kino kot prostor učenja, kot film pri delu v šolah. In zato, ker obstajajo velike razlike,
tako med šolami, kot tako v izobraževalnem kot kulturnem sektorju, je eden izmed priporočil, da je potrebno zagotoviti izobraževanje za izvajalce filmske vzgoje, tako filmskih pedagogov in drugih kulturnih delavcev, kot strokovnjakov v izobraževanju. Mislim, da je to, kar se tiče naših priporočil in rezultatov, ki smo jih dosegali. Jaz bom na tem mestu zaključila, pa imamo še razpravo naprej. Hvala, Živa, za predstavitev. Jaz bi kar Robiju podala naprej besedo za malo drugačen tip evalvacije, glede na to, da je bil tudi proces malo drugačen. Ja, več razlogov je, da bo ta moja uvodna beseda nekoliko drugačna. Prvič, v projektu Igrišče za gledališče te evalvacije v tej obliki nismo še zaključili. Nekako smo si vzeli še 2 meseca časa, da uredimo vsa gradiva, da zberemo pač tudi vse te refleksije in da potem predstavimo zadevo na malo bolj kompleksen način. Drugo, kar se mi pa zdi pomembno, pa je, da če hočeš delati neko vsebinsko evalvacijo, seveda moraš najprej priti na čisto, kaj sploh so neki smiselni cilji, neke dejavnosti, ki si jo počel. In tu se mi zdi, da sta oba projekta, ki sta bila sočasno financirana, pravzaprav imela neko zelo podobno skupno jedro. Ne samo, da so v nekem manjšem delu se med sabo povezovali, v resnici pravzaprav se vsi med sabo poznamo, sodelujemo občasno, tako da lahko govorimo nekako o teh skupnih izhodiščih obeh teh projektov. Zdaj, kar se tiče seveda tega povezovanja šolske sfere, da tako preprosto rečemo, z umetnostjo, kulturo, kulturnimi institucijami, seveda naletimo v svetovnem merilu na številne, na eni strani študije, programske dokumente, ki govorijo v prid temu sodelovanju, na drugi strani pa tudi iniciative, ki so pravzaprav podobne tema 2 projektoma. Namreč to, kar je zares posebnost ali pa izvirnost teh 2 projektov, je to, da šolam ne ponudimo neko strokovno podporo za razmišljanje, pogovarjanje o umetnosti, ampak da jim ponudimo pravzaprav stik z umetnostjo, z delom kulturnih institucij, z posameznimi umetniki in njihovimi praksami. Skratka, če se je dolga desetletja pravzaprav potem, ko je tam že konec 19. stoletja umetnost začela zgubljati neko osrednjo vlogo znotraj splošne izobrazbe, razmišljalo, kako okrepiti malo več teh predmetnih področij, ki govorijo o umetnostih, je zadnjih 30-40 let predvsem pravzaprav trend v tem, da se o umetnosti ne pogovarjamo, da ne izobražujemo o umetnosti, ampak da vzpostavljamo v bistvu stik z umetnostjo. V zvezi s tem bi mogoče omenil nekaj takih predvsem praktičnih iniciativ. Danes je bil že omenjen recimo skandinavski, norveški model kulturnega nahrbtnika. Nekaj podobnega, kot je Alma povedala, se grejo v Mariboru z kulturnim abonmajem. To je pač neka ponudba kulturnih dogodkov za šole, za učence, in učenci morajo pač v času šolanja, tako kot pač obiskujejo pouk, seveda oddelati tudi vodene oglede določenih kulturnih prireditev. No, meni še bolj zanimive so recimo iniciative, kot je trenutno ena v Veliki Britaniji, umetniki v kreativnem izobraževanju, ki pa pravzaprav cilja na to, da umetniki ali znotraj kulturnih institucij delajo z populacijo učencev, dijakov ali prihajajo v šole in na svoj način, z svojimi orodji obdelujejo pravzaprav teme, vsebine, ki so relevantne seveda za samo šolsko delovanje. No, nekaj podobnega najdemo tudi v ZDA, v zvezi z gibanjem Teaching Artists, ki se je pravzaprav začelo takrat, ko je tam pravzaprav sistem pouka o umetnosti bolj ali manj kolapsiral. Tam nekje v 70. letih
so šolske kurikule seveda zelo oklestili teh vsebin in so se potem seveda umetniki nekako zavedali pomena tega dela in so začeli poskušati vstopati nazaj v šolski prostor. No, sam sem prepričan, da so to iniciative, ki jih velja podpreti, da je vsakršno pravzaprav nasilno vgrajevanje nekih kulturno-umetnostnih vsebin v obvezne dele kurikulov ponavadi pravzaprav ima slabe učinke, ker pedagogizira tisto, pravzaprav, kar po definiciji mora biti drugačna praksa, kot je recimo pedagoška praksa. No, čisto vsebinsko se mi zdi, da je racionalno jedro tega, kar je delo in Kinodvor s svojim projektom in Bunker s svojim projektom, pravzaprav afirmacija neke strukture vedenja, doživljanja, ki je žal pravzaprav v šolskem prostoru pravzaprav v 20. stoletju vedno bolj zgubljala na pomenu. In to je struktura zgodbe oziroma naracije. Tehnična vednost pravzaprav se podaja na nek paradigmatski način, seveda pomembno je, da učenci, dijaki osvojijo določena znanja na tak način, ampak tisto pravzaprav, kar se ne zavedamo, je, da tudi, ko na tehničnem področju razmišljamo ne samo o tem, kaj vemo, kaj znamo uporabiti in o teh tehničnih seveda vidikih uporabe, ko se sprašujemo po smislu, zakaj to počnemo, se tudi na teh področjih moramo zateči v neko razlago, ki ima praviloma strukturo zgodbe. Se pravi, zgodba ni nekaj starodavnega, kar sodi v neke tradicionalne mitološke razlage, danes je pa ne rabimo. V resnici pravzaprav jo uporabljamo ves čas, takrat, ko pravzaprav ozaveščamo neko svojo pozicijo. In zgodba znotraj filma, kvalitetnega filma, zgodba znotraj teatra ali modernega ali sodobnega, se mi zdi, da je tista presežna vrednost, ki bi jo bilo treba pravzaprav v šolah okrepiti, ki pa je pravzaprav v tem današnjem načinu tako posredovanja znanja, kot tudi predvsem evalviranja učinkov zapostavljamo. Kar se konec koncev pozna tudi pri nekaterih slabih pedagoških rezultatih, nad katerimi smo zaskrbljeni, recimo, da učenci, dijaki bi že znali računati, ampak ne znajo prebrati navodil, če gre za uporabno nalogo in podobno. To je danes pravzaprav tema, ki se kar precej odpira, ne sicer v prosvetni politiki, ampak bolj na obrobju, se pravi v pedagoških teorijah. In pravzaprav relativno dost je že razkrito, zakaj je ta naracija tako pomembna. Jaz kot prvo, pravzaprav, kar bi izpostavil, zakaj je osmišljevanje, razumevanje situacije pravzaprav tako povezano z naracijo, preprosto zaradi tega, ker to analitično mišljenje zelo težko poveže pravzaprav nek dogodek v neko smiselno celoto. Smiselna celota je vedno pravzaprav povezana s tem, kako to, kar se mi ta trenutek dogaja, znam umestiti v nek časovni kontekst in kako se ozavestim, da to, kar doživljam, je pravzaprav odvisno od tega, kaj si postavljam kot cilje za prihodnost. Se pravi, ta časovna os se pravzaprav v zgodbi ali je pripovedovana ali je poslušanja vzpostavlja, medtem ko se pri paradigmatskem znanju zgublja. Druga stvar, ki se mi zdi pomembna, je, da vsaka zgodba dogodek hočeš, nočeš opisuje z različnih perspektiv. Ne glede na to, kdo je narator, se vendarle v zgodbi vzpostavljajo različni akterji in če malo, recimo tudi kasneje s pogovori in tako dalje, usmerjaš pozornost otrok, mladostnikov na to, kako se zgodba pripoveduje ali pa kdo je narator, kaj se dogaja s temi junaki, dobiš ta več perspektivičen pogled, ki pa je v bistvu za ta razvoj neke prosocialne naravnanosti, moralne zavesti pravzaprav ključno. Nadalje je treba vedeti, da znanje pravzaprav posredovano na klasičen način določenega segmenta otrok, mladostnikov preprosto ne doseže
Ne zato, ker so preneumni, ampak ker je preprosto gre za način podajanja, ki jim ni blizu. Se pravi, če jim znamo isto stvar predstaviti z drugimi orodji na drugačen način, bodo pravzaprav do razumevanja tega znanja prišlo pri mnogo več posameznih. Zgodba je seveda tudi forma, ki vedno spodbuja neko ustvarjalno držo. Ne samo spet pri pripovedovalcu, ampak tudi pri poslušalcu. Teda, če ga malček usmerjamo, malček spodbujamo, je v obeh legah, ali takrat, ko opazujemo, poslušamo, ali takrat, ko smo udeleženi pri kreiranju zgodbe, pravzaprav na delu ta ustvarjalna pozicija. In nenazadnje, kot ste videli prej pri predstavitvi recimo različnih aktivnosti, ki so jih umetniki znotraj projekta Igrišče za gledališče delali z otroki in mladostniki. Seveda gledališče ponuja številne pravzaprav različne metode dela, ki bi jih zlahka uporabljali pravzaprav v pedagoških procesih za zelo različne, doseganje zelo različnih ciljev. Ampak jih preprosto ne poznamo. In ker jih ne poznamo, jih tudi ne uporabljamo. Zdaj, seveda, poleg teh občih ciljev lahko rečemo, da je bil cilj obeh projektov tudi malo bolj specifičen, vezan se na samo področje delovanja. Zelo pomemben cilj se je v obeh projektih pokazalo to, da želimo razbiti neko tradicionalistično, stereotipno dojemanje tako filma kot teatra. Zavedati se moramo, da je na tem področju tako med odraslimi, se pravi pedagoškimi delavci, ki med otroki pravzaprav izkušnje jih silijo v to, da pač film identificirajo predvsem s hollywoodsko produkcijo, teater pa z Shakespearom, Županovo, Micko in tako naprej. Za recimo sodobne teaterske ali pa scenske umetnosti pa večina pravzaprav, če je že slišala, jih nikoli ne obiskovala in ne ve, kam jih umestiti. Drugo, kar se mi zdi pomembno, je, da krepimo dostopnost javnih prostorov, ki ponujajo kulturno produkcijo. Živa je govorila o tem, da je projekt pripeljal do tega, da se tudi poskušajo oživljati določeni prostori, ki so nekoč že obstajali, pa so zamrli, ker enostavno komercialna raba pravzaprav ni upravičila njihovega obstoja, neka druga raba pa ga še kako upravičuje. Pa tudi, ko gre za obstoječe prostore, se moramo zavedati, da če v njih ne zagotovimo raznolikega obiska, je tako, kot da jih nimamo. Ali pa, kot da se igramo v gledališče odrasli, tisti zaljubljenci v neko dejavnost sami zase. No in tretje, kar se mi zdi pomembno, je vendarle, da smo želeli, da bi te dejavnosti, ki jih ponudimo v šole, nekako vplivali na to, da se pedagoških delavcev v šolah dotaknejo te novi načini dela. Ne samo to, da si še želijo podobnih sodelovanj, ampak da marsikaj od tega, kar so tukaj videli, pravzaprav uporabijo tudi sami. Tudi v teh mini evalvacijah, refleksijah, ki smo jih dobivali v projektu Igrišče za gledališče, so mnogi izjavljali, ja, radi bi še z vami sodelovali, ampak tudi, če tega ne bo, bomo kaj od tega, kar smo se zdaj naučili, še naprej uporabljali. Pa spet ne samo pri dejavnostih povezanih z tem medijem, ampak pravzaprav tudi pri drugih pedagoških dejavnostih. No, rad bi pa izpostavil še nekaj. Ko ocenjujemo pravzaprav to, čemu je šola namenjena in kaj je kakovostna šola, običajno pravzaprav rezultate reduciramo nekako na dve področji in to je stvar evalvacije. Zanimajo nas učni dosežki, neke kvalifikacije, ki jih dobimo preko izobraževanja in zanima nas ta socializacijski del. Ali šola pripravlja otroke in mladostnike za nek ustaljen, kultiviran vstop v družbo. Tisto, na kar pozabljamo, je pravzaprav, da je šola že sama pravzaprav nek vstop otroka, mladostnika v javno sfero. Da ima ta subjektivacijski značaj. Ali pa ga nima. Tega nobena mednarodna testiranja ne ugotavljajo.
v nacionalnih strategijah praviloma pravzaprav tega cilja ne boste našli, ne? Ampak vendarle, če vi razumete pravzaprav življenje na tak tradicionalističen način, ja, do 18. leta, do polnoletnosti te bomo usposabljali, potem boš pa lahko kot človeško bitje deloval, je to malo nenavadna zadeva. Ne? Zdaj seveda, šola je zavezana vsem tem področjem delovanja, da ne pomote. Ne? Pomembno je posredovanje znanj, razvijanje nekih spretnosti, veščin, navajanje pravzaprav na neke kulturne običaje. Ne? Ampak pomembno je tudi to, ta izkušnja vstopanja v javni prostor kot subjekta. Ne? Da otrok dobi neke iniciative, da se samostojno izrazi, da pove svoje stališče, ne nazadnje, da zahteva od nas, da ga upoštevamo in tako naprej. Ne? In zdi se mi pravzaprav, da je ravno področje takih dejavnosti, ne samo sodobnega teatra, ki je že sam po sebi izpostavil večjo mero participatornosti že med samim dogodkom, ne, med občinstvom in ustvarjalci, ampak tudi pravzaprav teme, ki jih odpira film, ne, prispevajo k temu, sploh če spodbudiš potem otroke in mladostnike, da povejo, kaj si mislijo, kaj so doživeli, kako so videli, da zavrnejo neke pravzaprav tradicionalistične razlage nekih kontroverznih tem, recimo, ne, k čemur jih recimo filmske vsebine spodbujajo, ne, da je to izjemno, izjemno pomembno. Ne. Pri matematiki je to težje doseči. Ne. Ampak matematiko rabimo pa tudi take dejavnosti. Ne. Skratka, ta uvod se hotel narediti zaradi tega, da ozavestimo, da ko bomo ocenjevali učinke teh projektov, da ni pomembno samo, koliko otrok je prišlo na neke predstave, da ni pomembno samo ta vidik, ne, pa to, da pač imajo še nekaj zraven, ne, ampak da se zavedamo, da so to dejavnosti, pravzaprav, ki jih z drugimi pedagoškimi pristopi pri drugih, recimo področjih delovanja težje dosežemo. No, če povem samo še 2-3 stavke o teh preliminarnih pravzaprav opažanjih, kaj se je specifično dogajalo znotraj projekta Igrišče za gledališče. Seveda izpostavimo lahko, da so pač te evalvacije tako narejene med učitelji kot tudi med učenci pokazale praviloma na zelo pozitivne odzive. Omenil sem še, da so mnogi učitelji izpostavili, da bodo ponujene metodične pristope ohranili, da jih bodo poskušali z njimi nadaljevati. Izkazali se je, kar se je tudi videlo recimo iz predstavitve pri Poloni, da gre za dejavnost tudi pri akademskih urah, ki kar kličejo po medpredmetnih povezavah. To je mimogrede ena velikih tem, recimo znotraj pedagoške literature, kako je to pomembno, ne? Ampak v resnici pravzaprav to, da v učne načrte napišeš, kje vse bi se nek predmet s čim drugim lahko povezoval, nisi kaj dosti dosegel. Ne? Tu imamo pa pravzaprav konkretne načine dela, ki sami zahtevajo pravzaprav takšen način, ne? Ker doživljanje nekega dogodka ni razparcelirano po nekih predmetnih področjih. Ne? In če so teme ustrezno zbrane, seveda se bo to zgodilo samo od sebe. Zelo pomemben je ta doživljajski vidik, ne? Da vsebine ne samo usvojimo, v smislu razumemo in znamo uporabljati, ampak da tudi doživimo pravzaprav, kaj pomeni stik za določeno vsebino. Ne? Kako se nam ga odzivam jaz, kako se odzivajo drugi. Ne? A je s tem kaj narobe, ali ni narobe. Ne? Kako lahko v neki skupini skupaj sestavimo pravzaprav nek pomen, ki presega mojega. Ne? Ta pomen ni vsiljen. Ne? Kolegice, ki delajo na vodenju pogovorov po filmskih vsebinah, natančno vejo, da zelo malo spretnosti lahko dosežeš, da z majhnim vodenjem tega pogovora pravzaprav gledalci sami pridejo do zelo že pravzaprav
celovitih razlag same filmske vsebine. Seveda ne vsak sam zase, ampak drugega poslušajo. Ne? In se tako kot kamenčki sestavlja pravzaprav neka smiselna interpretacija. Ne? Hkrati pa se spet brez te zadrege, kaj bo z mano, če bom nekaj narobe povedal, ker je vendarle za osebno doživljanje, ne, obrusijo pravzaprav kakšne razlage, interpretacije, ki so manj smiselne ali pa ki jih pač s tem, ko smo posodni še na neke druge detajle v zgodbi, izpadajo kot manj prepričljive. Ne. Slišali smo že pravzaprav, da je bilo kar nekaj primerov, ko se je izkazalo, da so učenci, ki so sicer v šoli nekako marginalizirani, pasivni, ne najdejo pravzaprav svojega položaja na način neke gotovosti, da bi se bolj aktivno vključevali, pravzaprav pri takih dejavnostih kar naenkrat stopili v ospredje. Ne. Mi imamo primere, ko se je izkazalo, da je tisto, kar praviloma v šoli doživljamo kot hendikep, ne, v eni dejavnosti postala izrazita prednost. Ne, šlo je za opredelitev nekih prizorov iz ene gledališke zgodbe, ne, ker je lik neka oseba, ki je dolgo živela v tujini in ne obvlada najbolj dober jezika okolja, ne, in seveda našli so učenca, ki je tudi priseljenec in režiser, ne, ki je mentoriral dogodek, je rekel, ti kar po svoje to govori, kot govoriš. Ne. In izkazali seveda, da je bil to najbolj prepričljiv lik v tisti uprizoritvi. Ne. Skratka, takih odsverkov, detajlov, ki kažejo na to, kaj vse se da potegniti iz te dejavnosti, je ogromno. Ne. In jaz verjamem, da če jih bomo znali dobro predstaviti, tudi nekak javnosti publicirati, zbrati primere dobre prakse, da bomo uspeli prepričati še koga, da se splača v take dejavnosti investirati še kaj denarja in časa. Ne. Samo številkami in tako dalje najbrž nikoli ne bomo uspeli. Toliko za uvod, bomo pa se še pogovarjali. Ja, najlepša hvala, Robi. Jaz bi morda samo še en vidik, predam besedo vam, in sicer decentralizacija. Se mi zdi nekako veliko je projektov, ko je to v bistvu na nek način ne uspe, oziroma se gostota umetniške produkcije na nek način vse poteka tukaj v Ljubljani. Tukaj gre pa za dva uspešna projekta, ki v bistvu smo na nek način umetniki oziroma koordinatorji nekako prišli tudi v regionalna okolja oziroma in v bistvu se mi zdi, da je to na nek način potem fino povezalo prostor in v bistvu naredilo izmenjavo vsebin. Tako da jaz bi mogoče zdaj vprašala, ima kdo kakšno vprašanje za Robija, za Živo, morda tudi za tukaj Almo ali Katko? Ja. Igor Prasel, Društvo za življenje zgodbe Dva koluta, znotraj katerega deluje tudi vzgojno-izobraževalni program Slon. Živa, ta priporočila so zelo pomembna in tudi, kar je Robi na koncu povedal, ampak mene zanima, komu ste jih naslovili? A ste konkretno s temi priporočili naslovili konkretno določeno osebo, določene inštitucije, ki sprejemajo odločitve, in koliko boste konkretno tudi zdajle, ko to predstavljate, tudi naredili v smislu pogajanja, v smislu lobiranja s temi zadevami. Zdaj predstavitev javnosti oziroma nam prisotni tlele je že fajn, ampak mislim, da me zanima, če ste imeli konkretno sestanek, če ste bili na Ministrstvu za izobraževanje, za kulturo, če se karkoli dogaja na tem področju konkretnega. Zaenkrat ne, ampak je to namen. Danes je prva javna predstavitev, tako da priporočila bojo del končnega poročila, ki ga bomo poslali in Ministrstvu za izobraževanje in Ministrstvu za kulturo in Slovenskemu filmskemu centru, konkretnim osebam, ki so zadolžene za razvijanje filmske vzgoje vnaprej. Sestanki, ja, tudi, ampak bojo naslovljena na točno določene osebe in na točno določene inštitucije. So bili pa povabljeni vsi danes, tako da iz Ministrstva za izobraževanje je Nada Požar tukaj, Slovenskega filmskega centra mislim, da nažalost ne več, bili so v prvem delu,
Tako da ja, upam, da nas bojo slišali, bomo glasni. Ministrstvo za kulturo, ja, ni, ja, zaradi bolezni so se... Smo pa lahko vsi blazno žalostni in v bistvu spet govorimo o zgodbi, o neuspehu v tej državi, kjer se primeri dobre prakse končajo v slepi ulici. Mogoče še to, med nami tudi sedi kar nekaj članov strokovne komisije za razvoj nacionalne filmsko-vzgojne strategije, tako da to je tudi eden izmed strokovnih teles, ki lahko pripomore k temu, da naša priporočila, da so še pri zadolženih pristojnih inštitucijah. Tako da, ja. Morda kakšno komentar oziroma... Ne, jaz bi v bistvu to sem mislila reči, glede tega, v bistvu, ko sem poslušala pogovor, me je spomnilo, sem imela pred leti intervju z enim gospodom, ki se je 20 let ukvarjal z gledališčem zatiranih, Alan Reed, in on zdaj predava na elitni univerzi, King's College, in sicer kaj predava, ko sem ga spraševala, kaj pa delaš, kaj delate, pa je rekel, to je v bistvu medicinska fakulteta in tam so odkrili oni, da v bistvu, ko recimo, če smo pri naraciji, da sploh več ne pišejo v celih stavkih, to se pravi, ta človek, ki je naredil to pa to, ko imajo bolniške postelje, ne pišejo več nič in so v bistvu profesorja gledališča na nek način zaposlili tam, da uči mlade zdravnike, kako v bistvu spet zgodbo nazaj, da v bistvu človek ni samo številka, da ga v bistvu spet postaviš nazaj, da ga spet humaniziraš. To je en primer, ko so zaposlili recimo tega profesorja v bistvu v teatrskega zato, da je na nek način z naracijo učil, kako spet pride do te naracije nazaj. Drugi primer je pa primer Finske, ki pač je najbolj znana po izobraževanju oziroma vključevanju umetnikov v šolski proces in sicer, ko jim je enkrat, ne vem, za 2 leti, mislim, da so prekinili ta program, prekinili so financiranje oziroma so umetnike, takrat, ko je zmanjkalo denarja, na nek način izključili in so potem ugotovili pri drugih predmetih blazno, da je v bistvu, da je bila ta generacija blazno slaba, da je v bistvu padel na nek način učni, da so tudi v bistvu bili rezultati pri drugih predmetih slabi. To se pravi, da se mi zdi, ne vem, jaz bi mogoče zdaj vprašala živo, mogoče čist iz tvojega osebnega vidika, to je pač evalvacija, kako ste naredili, ampak kako si pa recimo po tem enoletnem projektu ti sama recimo videla, kje bi bile možnosti razvoja oziroma kje misliš, da je bila tukaj največji uspeh tega, kar ste v bistvu naredili oziroma pri tem projektu? Kaj je bil največji uspeh? Ja, tako zate mogoče, za cel tim, kaj je v bistvu bilo najbolj to, kar bi čist... recimo pri otrocih, no? Mislim, pri otrocih sigurno to zelo težko, kar smo opazili velikokrat na šolskih projekcijah je, da je zelo težko spregovoriti o tem, kar so doživeli na nek artikuliran način. Tako da pri otrocih sigurno to, da se jih spodbuja k neki refleksiji, pa da se jih spodbuja k nekemu bolj občutljivemu gledanju, pa ne samo filma, različnih umetnostnih zvrsti, da si pozoren na to, na kakšen način se zgodba sporoča, s čim vse, kaj vse film uporablja, pa morda pa na našem področju film, televizija in vsi ostali audiovizualni mediji. Čistko osebno zadoščenje pa je bilo, se pa navezuje pravzaprav na promocijo filmske vzgoje med vzgojitelji, večkrat smo že to omenjali, ampak res smo se enkrat usedle v avto in se zapeljale v en kraj, kjer smo celoten kolektiv vrtca prepričale, da pripeljajo celotno generacijo otrok pred vstopom v šolo v kino, in sicer so to bile vzgojiteljice, ki še nikoli z vrtcem niso bile v kinu, ki so nazadnje v kinu gledale Titanik,
in ki niti niso vedeli, da imajo kino v svojem kraju. In njih smo preko polurnega sestanka uspeli prepričati, da ne povem, kje je to, ampak smo uspeli prepričati, da pridejo v kino, da pripeljejo otroke in naš sestanek se je zaključil stavkom. Čas je, da začnemo. Ja, res je, nismo delali na področju filmske vzgoje, ampak zdaj je pa res čas, da začnemo. Tako da ja, to je bila taka osebna zmaga. Mogoče bi, Robi, tebe vprašala, glede na to, da si zadnjič rekel, da v bistvu je bilo ene par teh nastavkov, ampak mogoče smo ostali tudi nekje pri prav modelu, ker gre glede na to, da je eksperimentalni projekt in smo pogosto krat šli v neko neznano področje, kjer je bilo veliko neznank. Kje so pa te razne, recimo čist glede modela oziroma vključevanja, neke možnosti oziroma še odprte poti, kaj bi se dalo recimo še bolj oziroma kje vidiš tukaj neke možnosti oziroma korak naprej. Mogoče lahko izpostaviš eno stvar ali pa mogoče čist generalno. Ja, tisto prvo, kar nam ponad pride na pamet, ko v kontekstu neke šolske politike ali pa šolske prakse ponujamo umetnostne vsebine, je, kako bi pravzaprav tisto, kar v šoli tek in tek že govorimo, osvetlili, ilustrirali z nekim drugim medijem. To je pač klasika, ki ni nepomembna, da ne bo pomote. Tudi to je pomembno. Če hočeš nekomu pokazati, da nekaj, kar se na bolj abstraktni ravni uči v šoli, obstaja v takem ali pa takem kontekstu, pa da to vidi, občuti, je tudi pomembno. Vse ostalo pravzaprav je pa povezano predvsem s tem, koliko mi sami začnemo razvijati svoje dojemanje tega, kaj nam ta medij lahko ponuja. In tu mislim, da je ogromno rezerve. Prej sem omenjal pravzaprav, da tako pedagogi, seveda pa tudi ne pedagogi, umetniki, ki pač o šolskem okolju razmišljate v kontekstu tega, kako ste ga sami doživljali, ne na prvo žogo razmišljate pravzaprav o tem. Aha, vsebina, zakaj, kje bi se že lahko povedala s kakšno predmetno vsebino, in pa ta recimo socializacijski vidik, tudi vedeti, kaj je kino, kako se v njega pride, kako se v njem obnaša in tako dalje, ni nepomembno. In seveda to terja pravzaprav malo več razmisleka. Se mi zdi, da je tudi razvijanje teh znanj, recimo malo tega, kar sem nam danes ilustriral, zakaj je zgodba lahko pomembna, kje vse jo lahko uporabimo, s kakšnimi cilji, da bi nam pravzaprav, če bi malo več o tem vedeli, zelo razširili percepcijo tega, kaj lahko s temi vsebinami dosežemo. Tu imamo zelo malo znanja. Kriva je tudi pedagogika, da ne bo pomote, ker se s tem žal pravzaprav je premalo ukvarjala, krivi so vsi ti svetovalci, ki so profesionalno zaposleni recimo na tem področju, da bi to razvijali v kontekstu pravzaprav šolskega okolja, pa se tu pravzaprav bolj manj naredi. Zato se mi zdi pravzaprav, da take študije primerov, kot nastajajo znotraj takih projektov, je pametno ukrepiti pravzaprav z enimi prepričljivimi razlagami, kaj, kako, zakaj. Jasno je, da politiki tega ne bojo brali, ampak tistih par ljudi, ki bo to povohalo, bo začel razmišljati, kaj počnejo, zakaj počnejo, tisti sploh, ki jih ta stvar zanima. Konkretno pedagoški delavci bodo na tak način pravzaprav začeli malo bolj reflektirati svojo pozicijo in na tak način jaz verjamem, da se da prideti do marsikakšnih premikov. Res pa je, da smo običajno seveda časovno omejeni in tako dalje, če malo kritike dodam na pravzaprav same te projekte, seveda razpisni pogoji so, kakršni so. Če ne izpostaviš kvantitete, koga vse boš zajel, ne boš dobil projekta. Če je preveč te kvantitete, seveda se s takimi poglobljenimi detalji pravzaprav preprosto ne moreš več ukvarjati, ker brziš iz ene situacije v drugo, tretjo, deseto, podelaš tisto, kar se da podelati, in je pač zadeva taka. Norcev, ki bi nam dali čas in sredstva za to, da bomo
zares eksperimentirali in potem, kaj jaz vem, iz 10 primerov prišli do opisa enega z vso razlago, vsem backgroundom, ki bo prepričljiv, takih preprosto ni. Tako da splača se še malo potruditi. Jaz mislim, da je marsikaj nastalo in če si vzamemo še malo več časa, pa malo skupaj staknemo glave, potuhtamo, da bomo znali pravzaprav te rezultate tudi malo bolj prepričljivo predstaviti zainteresirani javnosti, potem bo tega kaj ostalo. Jaz, če smem. Jaz bi čisto se navezala na to, pa pač svojo izkušnjo povedala. Jaz sem iz osnovne šole Kašelj in smo sodelovali tako pri igrišču za gledališče, kot tako tudi obiskujemo pač kinodvor, ta kinobalon. In bi povedala, da je, jaz zdaj sem pač nova na šoli, sem tam knjižničarka sicer, in se je izkazalo, mislim, meni je bilo zanimivo, da je bilo pri vsem tem, kar smo izvajali, seveda za otroke pomemben, ampak jaz sem doživela to, da sem ugotovila, da je zelo pomemben, da se tukaj pedagogi navdušijo, učitelji. To je bilo neverjetno. Jaz sem zdaj potem, mislim, jaz sem kar veliko prepričevanja je bilo, da smo jih sploh vključili v nekatere zadeve, pa jih v bistvu, da sem jih navdušila, da smo šli gledališko predstavo, ki je potem sicer nismo videli zaradi zunanjih okoliščin, da so oni sprejeli to, da bi učenci 7., 8., 9. razredov nekaj taska sploh lahko dojeli, to strela. Mislim, njim se je to zdaj tako res, ne vem, jaz sem bila tako presenečena, tako da imam učitve iz 19. stoletja, ki smo res, in tudi potem smo šli gledati, naprimer, tale še Žavtibo, kjer je tematika samomor, ker se meni vseeno zdi, da je nekaj normalno, za učitve, da bojo se vključili. No in potem smo šli ta film gledati in tako, to je bilo res neverjetno, ker jaz nisem šla zraven, jaz sem ta film sicer že gledala prej in so prišli učitelji, jaz vam ne znam povedati, tako so bili navdušeni, tako so me gledali, tako so rekli, pa Tina, pa kaj pa mislim, jaz imam zdaj Bianko zadevo, jaz jih zdaj peljem na kar bom hotla, mislim, kar bom rekla, res, Bianko, mislim, imenico, kar hočem, in jaz sem jim tudi predlagala bolj, sem nekaj pa bi vi hotli in tukaj pogledati pedagoški kolektiv, ja, mislim, ti nas pel, mislim, skratka, res to navdušenje in meni se zdi, da je seveda, da je pomembno, da se to vključi nekam, predvsem z vidika financiranja, ampak z vidika tega, kako bojo pa pedagogi vstopali v to, pa kako se bojo oni angažirali, pa kako bojo oni hoteli se tega v to vključevati, je pa pomembno, da tudi njih izobrazimo, ker oni so tudi iz tega šolskega sistema prišli ven, pač v katerem so zdaj otroci, tako da če oni ne vejo, jaz sem bila presenečena, pač učitelji ne hodijo v gledališče, ne hodijo v kino, ne hodijo v knjižnice, tako da jaz glede tega, ja, dobro, nekateri, seveda, ja, ne, ja, ampak seveda, mi smo tle očitno, da hodimo, zdaj ni tako, ampak pač veliko tudi na tem področju pač žal, je tako, treba se narediti. Ne vem, ta mikrofon dela. Če lahko sam nekaj dodam, recimo točno to smo mi v kinodvoru opazili, porast plačljivih šolskih projekcij vsako leto. Pač ta projekt MOL generacije, ki omogoča 4500 brezplačnih vstopnic, predstavlja danes nekih, ne vem koliko, 20%, med 17 pa 18 tisoč je številka vseh učencev, ki pridejo. Se pravi, brezplačni delež je, ja, evo, Barbara računa 20% celotnega deleža. Na začetku, ko smo odprli kino, je bilo to nekih 40% celotnega deleža, če ne še več. Se pravi, skozi spoznavanje so strokovni delavci oziroma šole pač pripravljeni za ta program tudi plačati. In recimo pogovor, a ste imeli pogovor po filmu pri nas? Ne vem. Ja. No, pogovor je bil, pogovor po filmu je bila včasih stvar, ki so jo učitelji vzeli zato, ker je bil to del tega brezplačnega paketa. Danes ga že zahtevajo, so pripravljeni tudi plačati za to. In isto je s pedagoškimi gradivi. Vse, kar je bilo včasih del paketa, zdaj postaja neka samoumevna
zahteva oziroma se pričakuje od nas, da to oziroma se tega bolj poslužujejo, ne. Tako da se absolutno strinjam z vami, da prek brezplačnih v bistvu se lahko zgodi efekt snežne kepe in ne. Ja, kar je tam. Dobro, torej moram se oglasiti, a lahko res? Aha. Jaz sem kot učiteljica in kot mentorica gledališkega krožka in pa prvo leto sem tudi zdaj vodila, ne vem, če veste, da obstaja neobvezni izbirni predmet umetnost, tudi v 4. razredu, s katerim se zdaj nadaljuje v 5. razredu. Moram reči, da sem zelo vesela oziroma da je zelo pohvalno slišati o teh dveh projektih taka pozitivna mnenja oziroma izvajalo se je tudi nekaj na naši šoli. Jaz moram reči, da sem zelo zahvalna in gospodični oziroma strokovni sodelavki Petri in Andreji, otroci so bili sile navdušeni. Je pa ena stvar, da ste malo pač verjetno pozabili na učitelje, mentorje, ki si res zanosom oziroma ki dolga leta vztrajamo pri tem, da obiskujemo in gledališke delavnice in lutkovne delavnice in zanimamo se za umetnostno vzgojo in prenašamo to v šolo. To se pravi, da se trudimo, da se vse zvrsti dimenzije oziroma umetnosti nekako uvaja v šolski prostor. Ne samo kot v smislu interesne dejavnosti in teh izbirnih predmetov, ampak tudi oziroma v smislu pouka. In moram reči, da ste pač na to majčkeno pozabili, da se ne sme metati v koš zdaj vse teh stvari in reči, ne vem, učitelji stojijo ob strani, ne vključujejo se, ne izobražujejo se v tem kontekstu. Skratka, morate tudi vedeti, da je veliko vezan tudi s finančnimi sredstvi. Prva stvar, mogoče sem pozabila okrog tega osveščanja in obveščanja. Ja, moram reči, da jaz kljub temu, da se ukvarjam s tem in da smo pred leti že imeli v šoli delavnice filmske vzgoje preko Kinodvora, ko ste imeli pač na bazarju celodnevno dopoldansko delavnico smo imeli z zaključkom produkcije animiranega risanega filma, ampak ker je bilo to potem predrago, morate vedeti, da danes se to v šoli zelo okrnjuje. Starši imajo tudi možnost reči, ne vem, vi letos zahtevate preveč denarja za izvajanje kulturnih dejavnosti in pač moramo okrniti. Druga stvar je, da te zelo po jeziku, recimo Mestna občina Ljubljana financira ogled zastonj, da ima cela ljubljanska regija lahko, mi recimo iz Logatca pa moramo plačati in prevoz in izvajanje, dobro, pustimo zdaj to, ki je bilo zastonj to leto, ne? In potem se to začne dogajati. In jaz ne moram reči, da je to zdaj res na nacionalni ravni izvedeno, ja, letos na šolsko leto, ampak še to sem jaz slučajno preko nekega mojega angažiranja v filmske vzgoji izvedela, da se to izvaja zastonj v 4. in v 8. razredih. In sreč smo ujeli k sreči še zadnji moment, da smo dobili in predstavitev in potem tudi animacijo. To je ena stvar, na katero bi veljala opozoriti v bodoče, oziroma ne vem, kako pač Ministrstvo za šolstvo pač te stvari podpira, ampak se mi zdi, da je zelo premalo, ne. Ker nekako se mi zdi, potem nastaja neka elita izbranih šol, na katerih se vse te stvari lahko dogajajo, ostalo ostaja malce ob strani, ne. Tudi ta drugi projekt Šola za gledališče. Jaz moram reči, da sem bila danes s tem seznanjena, ne. Kljub temu, da se jaz aktivno s tem ukvarjam in tudi moja kolegica na šoli oziroma dve kolegici, ki vrsto let izvajamo in gledališke dejavnosti in poskušamo uvajati filmsko vzgojo in poskušamo uvajati tudi, ne vem, na nivoju, ne vem, lutkovnega gledališča. Skratka, morate povedati, da mi smo vezani v šoli, ne vem, kolega je prej rekel 35 ur, ja, nažalost, ali pa včasih še manj. Torej, ne govori, da mi ne dajemo svojih ur zastonj. Mi, tisti, ki hočemo nekaj doseči z otroki, pridemo tudi v sobotek dopoldne, pridemo tudi popoldne, če želijo, oziroma tisti, ki pač želijo pri tem prisostvovati in tam, ker starši pač to podpirajo, ne. In ne zdi se mi pač fair, da se o teh stvarih tako govori pavšalno, ne. Jaz še enkrat pravim, zelo pohvalim, da se te stvari izvaja, ampak bi treba potem tudi tako gledati, šole dobijo neke maile, ki jih vi pošiljate. Kdo jih potem dela izbor, kdo bo kaj dobil. Včasih se čisto slučajno zgodi, da nekdo, ki vodi zbirni predmet umetnosti, tega ne dobi. In potem tukaj se res dela neka škoda, ne. Govorim o učiteljih, mentorjih, ki so po Sloveniji, ki več kot 20 let, ki jih jaz poznam, pa jih danes ne vidim tukaj, ki absolutno zelo kvalitetno vodijo svoje dejavnosti. Ne samo pri interesnih dejavnosti, tudi pri pouku. O tem, kar ste vi prej govorila, da se najdejo otroci in gospod Kroflič, da
ki potem so nekje v ozadju, ki so izpostavljeni, ki so, ne vem, imajo stiske. Mi zelo dobro vemo, da ti otroci pri teh stvarih padejo noter, oziroma da so ustvarjalni in da delajo. Ja, hočem povedati, ne, da te stvari se dogajajo po šolah in da smo učitelji, pedagogi, oziroma in razredni učitelji in kakorkoli že in slavisti, ki pri tem delamo aktivno. In meni je zelo žal, da nisem mogla pač izkoristiti tega projekta, oziroma pri filmski vzgoji sem ga, ampak govorim tudi o gledališču, da bi se pač vključili po strokovni plati tudi v ta projekt. Ne. In še enkrat apeliram, zelo je potrebno, ne vem, pristopiti k Ministrstvu za šolstvo, da pač, tako kot ste vi rekel, da se konkretno določi, ne vem, toliko in toliko stvari je potrebno, toliko in toliko ur filmske vzgoje, toliko in toliko ur tega. A veste, nam učiteljem reče, lejte, vi imate odprte poti, oziroma tukaj imate, ne vem, kurikulumu imamo, ne vem, toliko in toliko možnih, nekdo, ki je malce bolj naklonjen k umetnosti, se bo pač tega lotil, nekdo, ki je ni k temu naklonjen. Ne? Potem so tudi tukaj, danes smo okrnjeni tudi pri urah. Nekdo, ki ima minus ur, morate to vedeti, se to dogaja, bo rekla naprimer nekemu slavistu ali pa nekemu učitelju razrednega pouka, boš prevzel izbirni predmet umetnost, ker ti manjka ur. Ja, torej kaj smo s tem naredili? Oddelal bo tistih 15 oziroma 35 ur in tako kot pač po svoji moči ve in zna in tako je. Ne? Skratka, več vprašanj se tukaj odpira in mislim, da morate tudi odprti poti do tistih izvajalcev na šolah, ki so pripravljeni pri tem sodelovati, ki so tudi pripravljeni kakšno uro več dati za to, da se te stvari kvalitetno izvajajo. Predvsem pa ne želim, še enkrat ponavljam, da ostaja nekje, ne vem, na teh močnih regijah, Ljubljana, Maribor, Celje, ne vem kje še, ostajajo pa recimo, naš Rogaški kino deluje že nekaj let. Ne vem, kdo pač na tem stoji. Vedno, ko vprašaš na obče, oni pravijo, da pač ne morejo, ni denarja. Vrhnika, krasna, ampak tako je, ne, to kot ste rekla. Pa ne potem tudi ne govoriti o tem, da recimo, ne vem, na nekaterih šolah otroci vedo, kaj je filmska vzgoja, vedo, si ogledamo vsaj 3 filme na leto, pogovarjamo se z otroki o tem in na predmetni in na razredni stopnji. Ni nam to prvič, da ne vemo, o čem se dogaja, kaj se dogaja. Tudi, kot ste rekli prej, zelo, ne vem, ne moramo razumeti, ampak vedno se potem meče slabo luč na vas učiteljski prostor, tega pa se po šolah ne dela, oziroma vzgojitelji in učitelji o tem ne vedo nič, oziroma prvič so slišali za kino, prvič grejo v kino, prvič imajo neke delavnice. Dajte govoriti konkretno o tistih prostorih oziroma o tistih šolah, ki se tega res ne izvaja. Tako da jaz mislim konkretno zdaj povedala, o čem je prostor pri teh stvareh, oziroma o čem je treba še govoriti. Hvala, imamo 2 repliki, najprej Alva. Toliko ste odprli stvari, da bom jaz poskusila samo na tiste 3, ko se mi zdi, da imam kaj za odgovoriti, nasloviti. Prva je, da se opravičujem, če je zvenel, kot da vas dajemo vse isti koš in da se pokroviteljsko referiramo na celotno skupino učiteljev kot na neko ne vem, enovito skupino ali kaj podobnega. Mi se zelo zavedamo, da ste učitelji različni in tudi prihajamo v stik z celotnim spektrom od tistih, ki jih to osebno ne zanima, do takšnih entuzijastov, o katerih vi govorite. Smo pa mogoče, kadar govorimo o nekih težavah, izpostavili, kje imamo mi kdaj komunikacijske probleme ali pa dostop. Tako kot vi izpostavljate problem dostopa do vednosti o podobnih projektih, imamo mi zrcalen problem komunikacijskih kanalov, kako priti do vas. Torej, če mail na šolo ne zaleže, če vsaj ta PR-ovski domet, ki ga mi imamo, če distribuiranje informacij s strani ministrstva na šole ne zaleže, pol mi malo zgubimo, ne vemo več, kako do vas. Tako da tudi bomo hvaležni za ideje, kako konkretno dostopati do vseh šol. Pa izpostavili ste še projekt decentralizacije oziroma razlike med posameznimi okolji.
Mi smo posebej skušali sodelovati z okolji, ki niso v osrednji Sloveniji, ki niso samo v Ljubljani, in smo sodelovali tudi z zelo majhnimi kraji, ki imajo samo eno šolo, in se strinjamo, da to je pomembno, ker je tam dostop do kulturnih dobrin slabši in je cena prevoza požere kakršnokoli participacijo staršev, ki je dovoljena. Se mi pa zdi, da je to stvar tudi dveh stvari. Eno je krovne nacionalne politike, ampak tudi lokalnih skupnosti. V Ljubljani se očitno na področju filma nekaj premika. Mi smo dali zdaj pobudo za novo strategijo, da se neki podobni modeli razvijajo tudi na področju gledališča oziroma drugih zvrsti umetnosti. In tle se pa sam strinjamo, da je treba narediti pač boljšo ponudbo in kulturo dostopno tudi okoljem, kjer je manj, kot v urbanih središčih. Jaz bi tudi pravzaprav, da se tudi zelo opravičujem, pravzaprav se Almi pridružujem, če ste dobili takšen vtis, to nikakor ni bil naš namen, prav zato sem tudi izpostavila v vprašalniku dva dobra primera prakse. Ne morem govoriti o konkretnih šolah, pa niti ne bi želela. Šlo je za anonimni vprašalnik, pa ne bi skazala s prstom ne na ene, ne na druge. Kar sem hotela povedati je, pa en stavek sem imela še pripravljen, pa ga potem nisem izrekla, in to je, da je ta kontinuirana podpora nujna, predvsem zato, ker je filmska vzgoja danes še vedno prepuščena naključju prav temu osebnemu angažmaju, o katerem ste vi govorili, spravi osebnemu angažmaju posameznikov, tako znotraj šol, kot znotraj kin. Ko smo govorili, rekli smo, da se je velik del strokovnih delavcev srečalo prvič, nismo rekli, da so se vsi srečali prvič. Seveda smo stopali z vami v stik in kar nekaj vas poznamo, celo identificirali smo močne akterje v Sloveniji znotraj vzgojno-izobraževalnih zavodov, da v primeru, če pridejo nova sredstva, ko bomo lahko tudi v filmsko-vzgojnem programu poskušali eksperimentirati z različnimi metodologijami, da se bomo najprej obrnili prav na te močne akterje, na te močne posameznike znotraj izobraževalnega sistema oziroma znotraj šol in vrtcev, ki to že poznate, ki to že izvajate. Enako obveščali smo čez vse možne kanale, ki smo jih imeli, kot sem rekla, celo v avto smo se usedeli in smo šli delati osebne predstavitve, in prav tako je bil v našem programu, ste ga omenili, je bil ključna, je bila decentralizacija. Kar nekaj kritik smo slišali na to, da se naš program ni izvajal v Ljubljani. Določene ljubljanske šole so se čutile deprivilegirane zaradi tega, ker pa njim to ni odprto, ampak smo rekli, v Ljubljani je Kinobalon, je Kinodvor tako zelo močen, obstaja neka možnost brezplačnega, gremo v kraje, kjer tega še ni. Predvsem smo odpirali in zaganjali za kratek čas tudi nove kinodvorane, ampak to v tistih regijah, kjer na velikem območju ni kina. To je recimo Dolenjsko, Novo mesto, eno veliko mesto, kjer ni mestnega kinematografa. Tako da smo kina poskušali odpirati tam, kjer so večja področja brez kinematografov. Mislim, da je to, kar sem hotela. Jaz bi sam še nekaj dodala. Kar se tiče razlik med mesti, lokalne skupnosti so tukaj ključne. Jaz bi prosila Sašo Ogrizek iz oddelka za kulturo, če nam lahko morda v minutki pojasnite, kako je to izgledalo, ker vem, da Mestna občina Ljubljana je predstavljala recimo tudi ta program Mol generacije pa Bobre po drugih lokalnih skupnostih. Torej nek angažma obstaja, da se pač mestna občina pozicionira kot primer dobre prakse in skuša nekako apelirati na ostale, če se ne motim. Mogoče sam, kako je s tem prenosom praks na druge lokalne skupnosti? Hvala. Mestna občina Ljubljana je bila povabljena k predstavitvam strani Ministrstva za kulturo in Ministrstva za šolstvo na regijskih posvetih kot primer dobre prakse, ampak meni se je zdelo, da se je prevečkrat izkazalo, da predstavnikov lokalnih skupnosti ni bilo na teh posvetih, da so bili predstavniki kulturnih organizacij, predstavniki vzgojno-izobraževalnih institucij, lokalnih skupnosti pa malo manj. In dejansko je Ljubljana res
središče kulturnega dogajanja, zato smo tudi mi teh pobud deležni mnogo več, kot so jih verjetno deležne lokalne skupnosti po Sloveniji. In se lažje vzpostavi sodelovanje in tudi najdejo neki načini, kako priti do dolgoročnejših projektov, kot je recimo MOL generacije in projektov, v katerih smo dobili mnenje asociacije za novo strategijo in o katerih tudi razmišljamo. Gospa Nada. Nada Požar Matjašič iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Zdaj zelo velikrat je bilo ministrstvo danes že omenjeno, tako da ne bom se čisto na vse odzvala, ampak na informiranost najprej, mogoče. Mi se pravzaprav že povezujemo z Ministrstvom za kulturo že kar dolg časa, zdaj drugo leto bo to že 10 let na temo kulturno-umetnostne vzgoje in smo seveda v enem določenem trenutku ugotovili, da se informacije izgubljajo, pravzaprav je to zadeva, ki se pravzaprav pojavlja v vseh državah, ne samo pri nas. In smo lansko leto z okrožnico na šole povabili šole, da imenujejo kulturne koordinatorje. Zdaj imamo že kar neko število koordinatorjev, tukaj z mano je Ana, ki, no pravzaprav ne z mano, ona prihaja iz Cankarjevega doma, ampak skrbi za to mesečno obveščanje teh kulturnih koordinatorjev na šolah, ki dobivajo vsak mesec obvestila. Mi seveda prosimo kulturne ustanove, da nas obvestijo do določenega datuma, kaj pravzaprav počnejo, da potem mi to zberemo in damo to v ta obvestila. Istočasno smo začeli mrežati in Ministrstvo za kulturo zaprosilo kulturne ustanove za to, da imenujejo kulturne koordinatorje v svojih kulturnih ustanovah. Skratka, ideja je, da bi se vzpostavila neka mreža v izobraževalnem sektorju, v kulturnem sektorju in da bi se te dve mreži povezovali. Seveda smo pa povabili in obveščamo tudi predstavnike za družbene dejavnosti oziroma za kulturne dejavnosti in izobraževalne dejavnosti v lokalnih skupnostih, ker ugotavljamo, tako kot ste pretle tudi ugotavljate, da je pravzaprav lokalna skupnost en zelo pomemben element v tem trikotniku. Zdaj, kulturni bazar verjetno vsi poznate, takrat so bile enkrat letno na nacionalnem nivoju tak velik dogodek, ki žal lahko traja samo en dan, čeprav je bilo rečeno, da bi lahko 2 dni pa tako. In smo potem, ker so bile kritike, da je to samo v Ljubljani, smo začeli z regijskimi posveti, o katerih je ravno prej Saša nekaj povedala. V glavnem mi vsako leto skupaj z Zavodom za šolstvo, ki je glavni organizator, in z Ministrstvom za kulturo priredimo regijske posvete, na katerem tako pravzaprav lokalno skušamo pač v določeni regiji predstaviti primere dobrih praks, seznaniti učitelje in povabimo na te regijske posvete tako kulturne koordinatorje, kot seveda pač učitelje, vizov, kulturne koordinatorje iz kulturnih ustanov in vabimo tudi predstavnike lokalnih skupnosti. Zdaj, koliko se oni odzivajo, včasih jih prije malo več, včasih malo manj, ampak nekako se trudimo, da bi to informiranost nekako spodbujali na ta način. To je bila recimo ena ideja, ki smo, pa mislim, da se kar počasi prijemljeno, čeprav mogoče še vse ne toliko hitro, kar bi si želeli. Zdaj pa sam še okoli te razpršenosti. In vsi razpisi, ki so vedno naravnani tako, da je posebna skrb, no bom tako rekla, eno od načel v teh razpisih je to, da ni to vse fokusiran na Ljubljano. V glavnem, vedno je eden od kriterijev pač ta razpršenost izbora šol, razpršenost kulturnih ustanov, no v glavnem izbora šol predvsem. Zdaj še to, kot veste, če gledamo
ključne kompetence, ki jih v okviru Evropske unije o katerih govorimo, ne, teh je 8, za vsako mora biti denar, ne. Ena od teh je kulturno-umetnostna vzgoja. In v novi finančni perspektivi, ki bo trajala do leta 2020-2021, je Slovenija razdeljena na 2 regiji, se pravi na vzhodno in zahodno. In seveda bo treba pač to količino denarja, ki bo pač razdeliti tudi na druga področja, ne samo na kulturno-umetnostno vzgojo. Mi seveda tisti, ki smo pač za to področje nekako zadolženi na ministrstvih, se trudimo, da to področje nekako postavljamo v ospredje, ampak so tudi še tukaj druge stvari. Tako sam toliko zdaj zaenkrat. Ja. Povezovanje z Ministrstvom za kulturo in nič ni transparentno. Mi nimamo ene spletne strani, kjer bi lahko prišli do konkretnega koordinatorja kulturne umetniške vzgoje iz Logatca in bi mu lahko sami tudi ponudili, kar bi hoteli. In me zanima tudi, katere so tiste ustanove, od katerih vi zbirate vsak mesec, kakor pravite, vsebine, ki jih potem ponujete naprej. Recimo, res konkretno me zanima to, ker o tem prvič slišim. Ja, jaz zdaj ne vem, kako to, da vi prvič slišite, skladate v glavnem v okviru Ministrstva za kulturo obstajajo nacionalni koordinatorji, ki zbirajo od kulturnih ustanov, se pravi za vsako področje, umetnostno pač te informacije. Mi se zdaj zaenkrat nismo še začeli, nismo še pravzaprav prišli do te stopnje, da bi povezali obe mreži skupaj, ampak je to eden od naših naslednjih ciljev. Skratka, v glavnem zdaj smo pravzaprav bolj v fazi tega vzpostavljanja teh mrež v kulturnih ustanovah in v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Zaenkrat niso dostopni. Kdaj jih lahko pričakujemo? To se bomo pa še odločili na ministrstvu, kako bomo te zadeve, ker moramo seveda urediti potem tudi to s temi podatki osebnimi in tako naprej. To ni tako čisto enostavno, da bi zdaj mi te podatke lahko naokrog te adreme dajali. Tako da to moramo še urediti. Lahko še samo jaz nekaj povem. Tudi Mestna občina Ljubljana je imenovala koordinatorje kulturno-umetnostne vzgoje in kdorkoli je do zdaj zaprosil, jaz sem mu poslala seznam. Prav objavljala, ne vem, če bi ga na spletni strani, ampak ni noben problem, da ga pošljem z elektronskimi naslovi koordinatorjev v ljubljanskih šolah in vrtcih. Pozdravljeni. Ja, gospa, zadaj, ja. Lahko. Sem učiteljica na neki osnovni šoli, ne bom povedala na kateri, zato ker me je za določene stvari sramno. Sem pa ponosna na nagrade, ki jih občasno dobimo na področju umetnosti. In sem tudi ponosna, da obstajate ljudje, kot ste tukaj z nami danes, ki izvajate te dobre projekte, ki so koristni, zanimivi za otroke, tako da srečno naprej. Če pa kaj ne deluje najbolje, boste pa izboljšali. Potem bi tudi profesorja Robija Krofliča pohvalila za kvalitetno razlago, kako vpliva ogled predstave na otroka, na njegovo razmišljanje, na moralni razvoj, ker to je nujno. Mislim, da res ni dobro, če se otrok razvija v napačno smer. Se vemo, kaj je napačna smer. Bi pa rekla to, da sem se v prejšnjem šolskem letu udeležila posveta v Sežani, ampak potem, ko sem to predstavila vodstvu naše šole, pa imam sicer dobre odnose, ne moram čisto skritizirati, ampak je bilo to takoj zaustavljeno, da ne bomo sodelovali v vašem projektu, ker imamo že izbrane kulturne dni, da nekaj dodatnega si pa ne moremo privoščiti zaradi prevoznih stroškov. Pa smo 20 km iz Ljubljane, tako da niso veliki potni stroški. Potem sem šla pač malo na drugačen način, ker sem imela krožek šolski radio in sem
obvestila otroke, ko smo imeli dve možnosti, mislim, za dve predstave v Cankarjevem domu, to je Prosto po Prešernu in Veliki pok. Ponudila sem jim, dobili smo brezplačne vstopnice in sem rekla, povejte, kdo bi šel rad, vas peljemo, pa bomo nekako se dogovorili starši, da izpeljemo. In je bilo ogromno, je bilo navdušenih otrok, ki bi šli radi, ampak nažalost se pa pojavijo razlike. Nekateri so šli lahko, nekateri so bili iznajdljivi in je oče peljal še druge otroke, naprimer, ki niso mogli sami, ampak nekateri pa ne morejo. Pride problem, ko si en otrok pa ne more privoščiti tudi tiste prevoza. No, letos imamo gledališki klub na šoli, ampak danes, ko smo bili prvi dan v šoli po počitnicah, nas je gospa ravnateljica že obvestila, da moramo v naslednjem šolskem letu zmanjšati število kulturnih dni, mislim tako, da en kulturni dan se ne sme odvijati v Ljubljani, zato ker je spet teh 20 kilometrov. To pomeni pri nas, pri slovenščini, so bili to kulturni dnevi, ki smo jih izvajali v gledališču. Priznam, da res v kino smo šli malo bolj redko, nekateri razredi so šli, ampak tretja triada pa običajno v gledališče. Zdaj bomo morali nekaj drugega. No. Razen, še ta možnost je, če bi vas povabili v naš kraj. To je neznani kraj, prav. Res, no ja. Ampak še vedno lahko rečem, da se veliko stvari se dobro dogovorimo. Ravnateljica za določene stvari ima posluh, za nekatere pa nima. In še tukaj bom povedala, da sem ponosna, ko dobimo nagrade. Naprimer, zdaj je dobila devetošolka nagradi za čudovita spisa o tem, kako pomembno je, da varujemo izvire čiste vode. Drugi spis je bil pa o lepotah Slovenije. Napisala je kot pismo, da potuje po Sloveniji in piše nekomu, ki pa že dolgo ne živi v domovini in jo zelo pogreša. Ampak potem se je zatikalo, ali bomo učenko odpeljali po nagrado ali jo ne bomo. Prvo nagrado se je čisto zataknilo, potem, ko je pa dobila še eno nagrado, pač ko sta bila to dva spisa, potem smo pa peljali. Hvala. Še kdo? Ne, jaz... Aha, ja. Dober dan, jaz sem Jasna Medved z osnovne šole Dragomelj. Jaz sem bila mlada v tistih časih, ko sem imela bistveno višji kulturni standard, kot ga imajo danes otroci. V osnovni šoli na razredni stopnji smo imeli vsako leto 6 koncertov in 6 filmskih predstav. Na predmetni pa so filmske zamenjale gledališke, je bilo 6 gledaliških in 6 koncertov. Tudi potem v srednji šoli je bilo to popolnoma normalno in ko sem se preselila v Ljubljano, sem bila šokirana, da tega tukaj ni. In tudi pri nas so problemi dejansko zaradi kurikuluma šole, kjer si ti obvezen toliko in toliko imaš samo kulturnih dni in čist nič več. Če hočeš iti, recimo si film pogledati, mi smo pa dajali realizacije drugih predmetov, kar potem zopet gre snov. Tako da vse otroke, da bomo vedno peljali v kino, gledališče, opero, koncert, bo zelo težko. Jaz že dolg časa vrtim eno misel po glavi, mogoče pa lahko tukaj spodbudim, da bi naredili en abonma za otroke, kjer bi lahko videli različna prizorišča, različna dela, ne vem, gledališče in film in opero in koncerte, mogoče že začetek 4 ali 6 na leto, s tem, da bi bilo to cenovno ugodno. Jaz sem prepričana, da bi se veliko otrok za to odločilo, kar se prevoznih stroškov tiče, za nekatere obstojajo tudi šolski skladi, obstojajo pomoč, včasih smo pa tudi učitelji kaj založili. To, kar sem želela povedati. Drugače obstaja abonma transverzala, a je KUL, a kdo mogoče kaj ve malo KUL abonma? Glavno transverzala povezuje neodvisne gledališča, potem pa še KUL abonma za mlade. KUL abonma, katerega nosilec je Lutkovno gledališče Ljubljana, povezuje pa mislim, da 7 ali 8 izvajalcev iz različnih področij v Ljubljani in cena KUL abonma je izjemno dostopna, mislim, da je 23 € letos za 10 prireditev, če se ne motim. Ja.
So pa to seveda prireditve v popoldnevskem času, namenjen je mladim. Ne, sploh ne. Vsako leto manjši, v bistvu, ne. Ne glede na raznolikost ponudbe, vsako leto nove izvajalce, ki sodelujo, nova prizorišča, nova področja kulture in ceno, ki dejansko je izjemno prijazna obiskovalcem. To bi rekla tretjo triado, mogoče proti koncu tretje triade, no. Lota Kahne, Cirius Kamnik. Jaz bi samo povedala glede kulturnih dni oziroma teh omejitev v naših glavah, kaj je to kulturni dan ali pa kaj je izobraževanje ali pa kaj je sploh pouk. Kulturni dan je nič drugega kot pouk, avtentičen pouk, kateremu se težimo s sodobnim pristopom in ne razumem, kako nekdo ne more imeti pouka v neskončnem številu kulturnih dni. Se pa takrat prikaže, kot da so imeli učitelji ostalih predmetov pouka. Tega sploh ne razumem. Ali pa katerikoli drugi dan, se vseeno. Tako da pri nam smo tako nekako izsilili to, kar se pa tiče, htela sem povedati še par stvari, ampak je preveč tega. V glavnem sistem, ki ga tvorimo ljudje, izobraževalci, učitelji so pravzaprav samo lutke okrog tega. So slabi, dobri seveda, ampak odvisno je od vodje, kako to pelje naprej. Hvala, no. Še kakšno vprašanje, komentar? Dobro, potem je pa ja. Samo na tole bi odgovorila. Seveda, imamo določeno število kulturnih dni, določeno število športnih dni, določeno število ostalih pač naravoslovnih tehniških dni, ki so določeni z učnim načrtom. Potem je tukaj pouk, kjer imajo učitelji svoje učne načrte, ki pa so učni grobi načrt, pa je tudi predpisan od strani ministrstva. Žal, v teh načrtih prav posebej ne filmska vzgoja, nekakršnakoli druga, ni eksplicitno, da bi bila zdaj ena tema, ena snov. Zaradi tega si mi pomagamo seveda s tem, da pišemo realizacijo, vendar to ne more iti v nedogled, ker potem pa trpi snov tistega predmeta. Potem imamo pa tukaj nacionalna preverjanja znanja, ko pa potem kakšna snov izpade. Tako da ja, mi se zelo trudimo, ni pa res, da lahko imamo neomejeno število dni kulturnih dni. To pa žal se pa s tem ne strinjam. Hvala. Ok, morda samo še... Kakšnih seminarjih? Hvala lepa. Ja, za strokovne delavce seminarji, pa če lahko to še enkrat mečkam za usposabljanje mentorjev, če lahko še enkrat poveste. Jaz sem v bistvu se apelirana na to, da smo imeli mi pač 6 umetnikov. To razumem, ampak mislim, da pri filmski vzgoji... Ja, mi smo v lanskem letu šolskem izvedli 2 strokovna usposabljanja, 2 strokovni usposabljanji v sodelovanju z Zavodom za šolstvo obemi ministrstvi, drugače pa je Barbara omenjala izobraževanje v okviru MOL generacij, pa mogoče Barbara še enkrat poveš, kdaj so, za letos, ja. 2-letni izobraževanji za strokovne delavce od vrtcev in osnovna šola pretežno v mestni občini Ljubljana. Se mi je pa javil tudi nekaj učiteljev izven Ljubljane in je bil dogovor, da jih ne obveščamo aktivno, ker to je dejavnost, ki jo mestna občina Ljubljana izvaja, ampak so vedno dobrodošli, če se mi je kdo javil, se pravi, če je kdo izven Ljubljane, se mi lahko oglasi. V katalogu imate tudi na zadnji strani, bo prvo predvidoma začetek oktobra, drugo pa konec novembra.
v katalogu so pa strokovna izobraževanja, MOL generacije, to je vse v sklopu tega programa MOL generacije, ki ga mestna občina financira. Pa občasno so ta strokovna izobraževanja na kulturnem bazarju. Obstaja spletna stran kulturnega bazarja, kjer dobite zelo veliko informacij raznih. Obstaja tudi spletni katalog. A bi ti povedala mogoče, Ana, kje je v spletnem katalogu? Ja, obstaja spletni katalog ponudbe kulturno-umetnostne vzgoje in je v bistvu neke vrste spletni imenik vseh ustanov v Sloveniji, ki delujejo na področju kulturno-umetnostne vzgoje. Vsebine sproti osvežujemo, vedno pa se z vsebinami za naslednje šolsko leto osveži oziroma aktualizira maja. Omogoča pa ta katalog v bistvu čist ciljno usmerjeno iskanje po različnih parametrih, glede na starostno stopnjo, glede na regijo, tudi glede na ceno. Skratka, po vrsti različnih parametrov vam omogoča, da res najdete tiste informacije, ki jih potrebujete. Ja, pa poleg ponudbe kulturno-umetnostne vzgoje pa je tudi v bistvu nabor strokovnih usposabljanj oziroma izobraževanj, ki jih ustanove namenjajo strokovnim delavcem. Še zadnja replika. Sem odgovor v zvezi z izobraževanjem mentorjev. Nismo omenili, ker še nimamo konkretne ponudbe, ampak v prihajajočem šolskem letu bomo imeli abonma za učitelje, kjer bomo skupaj z drugimi kulturnimi organizacijami pač približno enkrat mesečno vabili na dogodek in potem organizirali nek neformalni pogovor. Pa danes je že to, ne? Prosim? Že danes je. Danes je pa formalni začetek tega abonma. Dobro, še, ja. Živijo. Mene pa samo zanima, kateri mediji, množični mediji so danes tukaj? Ja, Radio Slovenija pa Mladina je bila z nami, pa STA je bil z nami. Zdaj pa... Ker v bistvu množični mediji velikokrat so tisti, preko katerih izve nekdo, ki mogoče drugače ne bi. In se mi zdi, da tudi sama, mislim, jaz sem pač igralka, novinarka, PR-ovka, velikokrat zvem preko tega, ker marsikaj zveš drugače preko neformalnih pogovorov in to se mi zdi zelo pomembno, da se novinarje bolj angažira. Da, ker kaki, ja, definitivno ne, ker kaki bolj angažirani novinari, ki bi prišli na kakve vaše delavnice, na kakve različne dogodke in se jim pride bolj v kožo, tako kot pedagogom, ko ste že prej govorili predloge, potem tudi malo več naredijo. To je zelo pomembno. Jaz se moram pač še enkrat oglasiti. Jaz nisem hotela biti samo kritična, tako da se opravičujem, če je tako izvenelo, ampak se mi je pač prislonilo k mojem pač udejstvovanju vsej tej umetnosti vseh teh letih. Še enkrat poudarjam, zelo bi pohvalila ves ta program. Moj cilj pa je bil, da mogoče razmišljate o tem, da pač osnovna šola je še vedno naj bi bila enaka za vse in da je čim več teh programov, ki so pač neplačljivi oziroma ki se jih da izvajati brez večjih finančnih obremenitev, ponujeni oziroma dostopni vsem otrokom v celi Sloveniji. Potem je pa samo še kolegici tukaj, ki je rekla neomejeno število kulturnih dni. Ja, to nekako mogoče jaz razumem takole, da ker pač poučujem na razredni stopnji, si lahko poslužim tega, da vzamem naprimer 2 ure, zdaj bom konkretno povedala, slovenskega jezika, zato da si ogledamo film, potem je 1 ura, potem še pač skombiniziramo seveda s kakšnim drugim predmetom, ne vem, lahko je družba, lahko je likovna vzgoja, lahko je športna, ki se pač prenese na izvajanje oziroma določenih vsebin, ki jih lahko povežemo, to je pač integracija oziroma skratka da se. In mogoče bi si tisti, ki vključno s kolegico, ki je prej to izrekla, se malo izmenjali, mogoče primere dobre prakse na nek način, tako kot se rekla preko teh kulturnih animatorjev oziroma povezovalcev. Skratka, moj namen je, da pač povzdignemo oziroma da
seveda pohvalimo vse te stvari, ampak da to ne ostaja tisto, kar je pozitivno, tisto, kar je dobro na neki ravni. Hvala lepa. Ja. V bistvu ta evalvacija, ki še sledi, v bistvu namenjena tudi temu, izluščiti neke primere dobre prakse in jih na nek način, da bodo lahko komunicirali tudi potem navzven, to pač, kar je treba še tukaj narediti glede tega projekta. Drugače pa v bistvu mogoče samo ena zaključna misel, veliko stvari je bilo danes odprtih in tako naprej, ampak še zmeraj je eno je seveda, kako pride do tega, kakšen je stik, drugo je pa proces in v bistvu po svoji, če grem zdaj nazaj nase, po enoletni praksi lahko rečem, da je tudi v bistvu stik z učiteljem, kako oziroma z učiteljem delaš in kako z otroci in kako sam sebe izobražuješ, na nek način tek na dolge proge. In tukaj v tem letu sta bila izvedena 2 projekta, ki se mi zdi, da je veliko nekih idej, kako bi nekaj naredilo, tukaj pa realizacija s konkretnimi rezultati in so primeri dobre prakse, ki so stvari odprli in pognali in v tem kontekstu se apeliram na ministrstvo, da to na nek način prepozna in pelje naprej. Jaz bi samo še za zaključek povedala nadaljevanje današnjega programa in sicer ob 6. sledi predstava film Kristjan Jatahi What if they went to Moscow, prvi del, ki bo v stari elektrarni v okviru festivala Mladi levi. Potem po predstavi sledi pogovor ob 19:30 o predstavi, ki ga bo moderiral Andrej Jus, ki ste ga že spoznali in sicer lahko tudi rečemo kot prvi neki uvodni del, kako v bistvu izobraževanje učiteljev in potem je pa 20:30 sledi pa še potem v bistvu drugi del, ali predstava ali film, če ste pregledali predstavo, potem film, oziroma če ste pregledali film, potem predstava. Tako da najlepša hvala. Ja, vstopnice? Za vstopnice, vašemu sistemu. Tako da najlepša hvala, Robiju, Živi in vsem vam.